Moje ime je Jan in to je Excel za začetnike 13. del. Danes si bomo pogledali izjemno pomembno tematiko. To so vrtilne tabele, po angleško pivot tables. Poskusite pa se ne zmeniti za mojo gigantsko buško na čelu. Boleča zgodba, primerna za drug video. Kot vedno so datoteke, s katero bomo delali, na voljo v Google Drive z linkom spodaj v informacijah. Ko datoteko odpremo, vidimo, da imamo pred seboj zelo dolg seznam. Če kliknemo Ctrl in puščico navzdol, vidimo, da je število zapisov 2156, torej zelo dolg seznam naročil. Ta seznam pa je sestavljen iz datuma, kdaj je bilo naročilo narejeno, leta, kvartal, v katerega spada, mesec, kategorija izdelka, dobavitelj, ime tega izdelka, mesto, kjer se je prodal, uslužbenec, ki ga je prodal, in pa vrednost s popustom, torej končna vrednost, ki jo zaslužimo mi. Zagotovo ima oziroma bi vsaj moralo imeti vsako podjetje eden takšen seznam, kjer beleži vsa svoja naročila in pa lastnosti teh naročil. Težava nastane, ko je potrebno ta naročila analizirati. Že samo preprost izračun, koliko smo zaslužili po mesecih, bi nam vzel kar veliko časa, glede na to, da je treba ročno vse te vrednosti sešteti. Če pa vmes dodamo še kakšen zapis, pa bi se nam celoten sistem porušil. Tega bi se lahko lotili s filtri, ampak bi nam to vzelo bistveno preveč časa. Vrtilne tabele poenostavijo tako veliko količino podatkov, da jih lahko razumemo in si z njimi pomagamo pri določenih odločitvah. Pa se postavimo kjerkoli v tej tabeli in gremo pod zavihek Vstavi in v skupini tabele kliknemo gumb Vrtilna tabela. Odpre se nam pogovorno okno, ki nas sprašuje, katere podatke želimo vključiti v to vrtilno tabelo. Zelo priročno nam Excel že samodejno označi podatke, za katere misli, da jih želimo vključiti. Zato ta prvi del pustimo na miru. Naslednji odsek nas sprašuje, kam želimo to novo vrtilno tabelo vstaviti. Lahko jo damo na nov delovni list ali pa na že obstoječi delovni list, ki ga določimo. Pa bomo pustili možnost na nov delovni list. Kliknemo v redu, ustvari se nam nov podatkovni list, ki ga bomo z dvoklikom preimenovali v vrtilna tabela. Enter. S klikom se postavimo na tale kvadratek, kjer piše vrtilna tabela 1 in na desni strani se nam prikaže okno s polji vrtilne tabele. Kot vidimo, se v temle oknu prikazujejo naslovi stolpcev iz prejšnje tabele. Recimo, da nas zanima, katere izdelke pa sploh vse imamo. Ker nas zanima, katere izdelke imamo, bomo šli pod ime izdelka in ga bomo povlekli s klikom v vrstice. Excel nam torej takoj naredi seznam vseh izdelkov, ki jih ponujamo. Ime izdelka pa bomo odstranili tako, da bomo kliknili na puščico zraven imena izdelka in izbrali odstrani polje. Pa si poglejmo, kateri uslužbenci vse delajo za nas. Prej smo povlekli polje v vrstice, zdaj bomo pa samo odkljukali tale kvadratek. To so torej uslužbenci, ki jih imamo v tabeli. Zanima pa nas, kdo izmed teh uslužbencev je najboljši. Pa bi nas zanimalo po količini, kdo je prodal največ. Gremo pod polja vrtilne tabele in bomo odkljukali kvadratek količina. Vrtilna tabela nam je torej seštela vsa polja količine, torej tale polja, po uslužbencu. Do zdaj smo vstavljali vrstice in pa vrednosti tabele. Da tabelo malo zakompliciramo, pa lahko vstavljamo tudi stolpce. Pa pod stolpce vstavimo kvartale. In takoj dobimo razdeljeno tabelo po kvartalih in pa po uslužbencih. Že tako preprosto tabelo bi s takšnim seznamom delali po več ur. Pa odstranimo ta polja. Odstranimo pa jih lahko tudi tako, da jih odkljukamo tukaj zgoraj ali pa preprosto prenesemo nazaj. Pa recimo, da nas zanimajo, katere kategorije izdelkov se najbolje prodajajo. Zanima nas torej polje kategorija in pa vrednost s popustom. To je torej tale končna vrednost prodaje. Če se vam tole okno s polji vrtilne tabele skrije, samo kliknite na vrtilno tabelo. Pa jo poskusimo še zapreti. Če zdaj kliknemo na njo, se ne pokaže, ker smo jo zaprli. Polje vrtilne tabele spet prikažemo tako, da gremo pod Analiziraj in pa Seznam polj. Tokrat pa bomo v kvadratek vrednosti prenesli vrednosti s popustom. Mogoče nas malo moti oblika
tehle vrednosti, ker imamo tukaj podatke podane v evrih, tukaj pa ne. To lahko popravimo na več načinov. Lahko tukaj spodaj spet zraven imena izberemo puščico in kliknemo nastavitve polja vrednosti. V pogovornem oknu izberemo obliko zapisa števil, izberemo valuto. Kliknemo v redu in v redu. Lahko pa gremo tukaj zgoraj v ime tega stolpca, nanj dvakrat kliknemo in spet izberemo obliko zapisa števil. Kot vse tabele lahko tudi vrtilno razvrščamo. Tale stolpec lahko razvrščamo s temle gumbom zraven oznake vrstic, pa razvrstimo od Ž do A. Tale stolpec pa nima gumba, vendar ga tudi lahko razvrščamo, kar je mogoče bolj koristno. Kjerkoli v temle stolpcu kliknemo z desnim miškinim gumbom, gremo pod razvrsti in razvrstimo od največjega do najmanjšega. Torej vidimo, da se nam najbolj prodajajo pijače, najmanj pa smo zaslužili z žitom in žitnimi izdelki. Kot ostale tabele, lahko tudi to tabelo filtriramo. Zato je pa namenjen tale kvadratek filtri. Pa vnesimo vanj polje mesec. Zgoraj se nam prikaže filter za mesec. Če kliknemo na gumb zraven vse, lahko filtriramo po mesecu. Pa dajmo samo mesec december. V tele kvadratke pa lahko damo tudi po več polj naenkrat. Pa dajmo notri še ime izdelka. Povlecimo ga in ga damo pod kategorijo. Prikaže se nam takšen seznam, kjer so združeni izdelki po raznih kategorijah. Če pa damo ime izdelka nad kategorijo, pa probajmo, bo pod vsakim izdelkom podana kategorija. To pa naredi seznam zelo nepregleden. To mogoče zamenjajmo vrstni red. Mogoče bi bilo celo smiselno, da kategorijo damo pod filtre, da lahko filtriramo hkrati po mesecu in pa po kategoriji. Zanimajo nas recimo spet samo pijače. Pa dajmo v stolpce še mesto, da vidimo, kje se kaj prodaja. Vrtilne tabele nam omogočajo vizualno zelo prijazen način upravljanja z temi podatki. Vsekakor pa, če bi se tega lotili na roko, bi porabili veliko preveč časa. Tako, to je bilo vse za danes. Preprost pregled vrtilnih tabel, zelo močno in koristno orodje, ki ga uporabljajo prav povsod. To je zelo zaželeno znanje, ki vam bo zagotovo koristilo. Naslednjič pa si bomo pogledali, kako lahko dodatno vizualiziramo te vrtilne tabele z vrtilnimi grafikoni. Upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil video všeč, podajte thumbs up, spodaj pustite kak komentar, pa ne pozabite lajkati moje Facebook strani Office tečaji. Da video v prihodnosti ne zamudite, pa se ne pozabite naročiti na kanal.